Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast Podrobnosti, 89. epizoda, na drugi strani internetne linije, sogovornika, sovoditelja, Anžej in pa Pižama, ki je sta carja. Jaz bi prosil, če se me lahko ne ogovarja s temi monarhističnimi nazivi, no? Ker ne vem, no, se mi zdi, da smo trenutno v obdobju, kjer pašejo, recimo ne bolj ta veliki vodja ali pa vse jasni voditelj ali pa kaj tasga, no? Ne samo car. Dajmo biti realni, Jaz sem gledal, da rečeš veliki vodja, da meni se to bolj ezoterično sliši, pač. Tako, se mi sliši bolj kot poduhovljen človek. Pač. No, samo da se ne sliši Veliki vodja. eterično. Kaj je narobe z eteričnim? Ne, nič. Če je olje, je dosti v redu. Jaz sem imel en hud kompilacija, da je to kompilacija, kaj je združek teh eteričnih olj, ki smo v Bruslu, to je Mojca obvladala, in je post-poo drops. In je bilo da best nekaj pomarančnega, ki se tako po veliki potrebi, da bo 3 kapljice kanil noter v školjko in je bilo kot, da si sredi najlepšega pašnika. Ja, no, to je nobenih kemij, nobenega unga, tri lukne narediš v ozonski plašč, da prekriješ nekak smrad. Če, kako si rekel, post-poo drops? Ja. Okay. In to je prav tako neka tako legit parfum firma to dela. Ne vem kaj, mislim, danes ne bojo weird zadeve, to bom rekel. Vem, da ne, bojo bolj weird vodnjave. Ja. Nekaj začeli smo tako, ja. Ja, Pižamca, admin. Ja, admin, gospe in gospodje, lepo povabljeni na našo spletno stran www.apparatus.si oziroma na apparatus.si pošiljnica podpri, kjer lahko darujete 4, 8 ali 12 evrov mesečno, ker se bliža čas obdarovanja in smo sklenili, da bomo našemu služnemu strokovnjaku kupili lep lak za nohte. Tako da vse, če nima drugega od praznikov, bo imel vsaj lepo nohte rdeče in bo užival v tem festivnem vzdušju. Sicer pa nas najdete na naših izpostavah, na družabnih omrežjih, na Facebooku smo seveda apparatus.si, na Twitterju pa apparatus_si, oziroma tam smo tudi podrobnosti _si. Tako da, če nas pa poslušate v iTunesih oziroma Apple Podcast, kakorkoli se zdaj to imenuje, pa nam stisnete še kakšno oceno. Dajte res, no, pa ki bi radi tudi brali. Jaz sem kratko malo faušten, že pa Godler dobita zmeri tam v opazovalnici. Dejte še nam tle kakšno ocene. Vem, da je težko, ker ste že večinoma jih pisali v preteklosti, ampak dejte zbrisati tuno, pa napišite novo. Ja, zdaj je Pižam spršal. Ja, to. Dajte posebej njega hvaliti, no. Kak si se že pomenoval, vse mogoče vodite, kaj si rekel? Veliki vodja. Veliki vodja, to se moram zapomniti. Veliki vodja. Karl Drogo, pa to. Ja, okay. Predvsem to, ja. Nobenih aluzij na samodržce na drugi strani sveta. Ja. V glavnem, v prejšnji epizodi smo res imeli weird zadeve, čeprav dan zveni, da jih imamo zdaj spet, pa jih nimamo. Ampak ja, pokvarjali smo se, ne vem kaj, začeli smo z ligni, pa smo šli pa ne z ligni, z jeguljami. Veš, ko se pravim izogibati te besede, ja, vidiš. Pa smo šli pa naprej, no. Tako da ja, dajte počekirati danes, pa tako kot obljubil na koncu prejšnje epizode, se bomo lodili košarke. Ampak, a lahko preden napovemo gosta, ja. Če se pogovori, jaz sam eno zadevo, ki sem imel spravljeno, sem mislil, če bomo danes vir zadeve slučajno morali snemati, pa ki se na košarko naslanja. Veste, kaj je bila najnižji rezultat uradne NBA tekme vseh časov? Najnižji? Najnižji. Pojma ne vem. Ja, jaz ne upam si nič reči, po mojem je neka absurdna zadeva, ampak jaz bi... 3-2 finalih. Mislim, že zdaj čist končno, čakaj sem, da sliko najdem, ker je nekdo je naredil. 19-18 je bil najnižji rezultat. A se ve, kjer ga leta? Ja, iz leta 1950, imel si pa FT2V, karkoli že to je, kaj so bili to nek Warriorsi, ki so bili nek drgeše, takrat pa Minnesota Lakers, so bili takrat. In to je bilo pa sem malo bravne, takrat so potem je prišlo do tega, takrat ni bil še omejen napad. In je potem ekipa držala žogo, kolikor je bilo, in sem imel neko čist bizarno tekmo,
iz leta 51, ki so igrali Indianapolis Olympians pa Rochester Royals, ki so igrali 6 podaljškov, zato ker je bilo, pač četrtine so bile še normalno, 2010, 18, 23, 19, 28, 12, pol so pa v podaljških držali žogo, kolikor se je dal in pol na hiter neki metalne in je bila prvi podaljšek 2-2, drugi podaljšek 0-0, tretji podaljšek 2-2, četrti podaljšek 0-0, peti podaljšek 4-4 in potem na koncu 2-0 v šestem podaljšku. Pač timi so igrali tako, ne, dejansko so držali žogo do konca četrtine, ne, če so bili v dobri poziciji in potem metali in upali, ne, da bodo zmagali. 4-4-5 podaljšku, pismo so se razpucali, res so se razpucali, on fire. Saj veš, kaj meni se zdi pri temu 2-2, ne, to je bila 100% realizacija. Ja, a je bila? Ja, sem takrat tudi ni bilo trojk, pa ne vem, še ful nekih drugih pravil. No. Ja. Pa vem, da mislim, da v 50-ih so verjetno že imeli tablo, ampak vem, začeli so tudi brez table se začela košarka, brez tega, ne, se pravi, bi sem koška, je moglo biti zelo weird, ker res si ne predstavljam tega. Tako da ja, to so bili te začetki. Hvala za to mini weird zadevo. Pa še v kontekst, no, ter kaj imamo danes. Ja. Da. Ja. Ja, Kako ti gulje na krožnik. Ja. In pokvaril večer. V glavnem, danes imamo pa gosta Primož Brezec z nami. Primož Brezec je dolgoletni košarkarski reprezentant, normalno pred kratkim upokojeni košarkar, ki pa zdaj ima eno zelo zanimivo funkcijo. In sicer je mednarodni scout za Cleveland Cavaliers, se pravi ene najboljših ekip na svetu, in z njim smo pogovarjali tako o Eurobasketu, ki je bil v Istanbulu oziroma predel na Finskem, vsaj za naše. Je bilo tako, potem bil v Istanbulu, seveda zlata naša medalja, in bomo govorili o tem. Primož je tudi bil v Istanbulu takrat, seveda kot gledalci navijač, ampak vseeno bo videti zanimivo njegovo perspektivo, ki je že gledal mogoče skozi neke oči skauta. Normalno, NBA sezoni na hiter, potem oziroma mogoče najprej celo o samem skautiranju, kaj to je za tiste, ki vas mogoče malo bolj to podrobno zanima. Pa basket na splošno, no. Pa na koncu bo pa pižama še enkrat povedal, kako je Milič neki med noge dal žogo, kaj je že bilo to. Če niste slišali, ker to je že 100-krat povedal. Pa še zmeraj si ni zapomnil, da sem jo ukradel iz iztegnjene roke. Okay. V luftu. Ne, Primoža sem jaz, mislim, da ne 3 tedne nazaj so se srečala ob sušiju in je vletel, kdaj boste kaj snimali, jaz bi poslušal. Tako da je res največjih, če ne vsaj najvišji fan podrobnosti. Ja, si mi dal pol nekak idejo, da njega vendarle pokličemo. Zato, ker smo dlje časa poskušali kjerega od akterjev dobiti, tisti, ki so bili tudi na igrišču ali pa ob igrišču v Istanbulu, ampak enostavno, odkar je sezona začela, jaz vem, da je to zelo težko vse uskliti z urniki in vsem skupaj. Tako da smo uspeli dobiti Primoža, pa bomo dan z njim na to temo košarke, ampak tudi v prihodnje bomo dobili kjerega, ki je bil tudi še bliže terenu ali pa na terenu, to pa obljubim. Tako da, a smo še kaj pozabljeni že? Ne, mislim, da je to. To je to, pa štarti zadevo. Ok, Primož, kje si stari? Kje smo te ljubili? Vem, da si doma, da si v Ljubljani, ampak nikakor pa ne mogu reči, da počivaš. To pa definitivno ne. Skozi sem aktiven, v vseh pogledih. Košarkarskih, individualno delam vse. Ja. Čakaj, migaš tudi, treniraš, staying in shape. Skozi. Se veš, da si me navlekel na MMA, ne? Tako da vsako jutro. Če kaj delaš točno, če ni skrivnost? Vsako jutro ob 9 sem pri Muriju, se ne vem, je to Fužine ali Štepan, sploh ne vem, kateremu delu Ljubljane. Hodim ta boks, kickboks, MMA, ful dobro, ful sem padel not. Vsaka čast. Ja, treba migati. Pa še kaj opažam, tudi zdaj, ko jaz ne igram teh par mesecev, da enostavno, ne vem, mislim, vse mogoče niso vsi taki, ampak se mi zdi, da enkrat, ko po 20 letih niš pauzo, enostavno moraš nekaj delati, ne vem, no, jaz tudi mene tudi prav Srbijo
veš, podplati pa roke, pa ne vem kaj, da je treba nekaj migati. Pa to, če grem sam laufati, pa ne vem, zdaj delam crossfit 2x na teden, da malo ostajem in shape, karkoli, sam da je gibanje, veš. Nekako se mi zdi, da je težko kar presekati, zdaj pa bom jaz na kavču sedel, pa čips jedel, pa je to. Večina jih, 90% se mi zdi, da po karieri, da vsi se vleže na kavč, pa čips, pa kokice, pa da jim eno pivo, da je polje že rakija, pa tako naprej. Ne? Ja, pa kar naenkrat navijaš za Crveno zvezdo na tekmi Champions League, ali kaj že bilo. Sem videl Miličiča. Sem ga videl zadnjič v Beogradu, res ima 150-160 kg. Sam on je najdel svoj mir, on je posadil jabolka, se opričujem jabolka, 150 hektarjev jabolk, zdaj sedi češnje, pač se vidi v tem, to spoštujem. Ja, itak. Najprej jabolka, pol češnje, se pravi, kaj bo prideloval črve za ribolov. Čakajte, ste pogledali njegov film, ki je bil na ESPN-u? Ja, nisem. Jaz nisem. Povej. Bog je to moral še. Vse to sem mi že rekel, da mora biti. Njegova zgodba prišel ESPN v Novi Sad, kako je on to začel, ta jabolka je 150 hektarjev, on je naredil jezero. Ja. Uvozil je 10,000 rib in ko ribe taking a shit, pol to gnoji s tem, pa vse pokril, pa ne vem kaj, to je ful investicija. Ja, ful investicija. Ja. Zdaj pa je rekel, da je šel v Italijo, pa da se bo naučil še češnje. Zdaj se pravi, zdaj je naslednji projekt so češnje. Ja, to je bil super članek, je bil tudi zraven tega videa. Ja, res dober članek, pač, kva zdaj počne človek. Ljudje si njega predstavljajo, če so njih drugi luči. Se on je mal svoj glav, pa vse, sem v duši, jaz njega poznam že ko smo igrali v NBA skupaj, tako sploh ni, to je ne vem, ko bi ti Bog temu rekel. Ne vem, recimo, kaj pa tvoje bilo, če smo že prnemno, pa zdaj, ko si to temo načel, pa niso imeli namena govoriti o Darkovu, pa liko si ga nanesel, pa zdaj vem, da je bilo tako si rekel, in ta dokumentarci, in ta artikel, ki je prišel ven, jaz sem videl, da podcasti, dosti je o njemu govoril, pa to, da je nekako se zdaj spet on pojavil, ker so ga šli malo odkrivati v narekovajih. Kaj je bilo tvoje fora, da njemu ni ratalo NBA? Zato, ker če te gledaš, on je res imel dejansko vse predispozicije. Konec koncev je bil drugi pik na draftu, se pravi pred, takoj za LeBronom in pred Chris Bošem in pred Dwayne Wadeom. Ja. Ne vem, kaj je bilo, mislim, kaj je bilo, ti si igral z njim, recimo, kaj je njemu manjkalo? Vse veš, da takrat je pač nesreča, mislim, ni imel sreča, sigurno ni bila na njegovi strani, da ga pač Detroit ga je zbral, ker oni so dobili ta drugi pik preko ne vem koga, prek Bostona, New Jersey, zdaj se točno ne spomnim. In se pravi, on je prišel ekipo, ki se je borila za NBA prsta, se pravi, da Ruki ni imel, pač on ni imel prostora, on je imel na poziciji McDysa, Rashid Wallace, ne vem, kdo je še takrat bil v ekipi, tako da pač ni dobil tiste prave šanse, trener je bil Larry Brown, vsi vemo, da ne mara Rukijo oziroma novincu in pa sem če gledaš naprej, pa trade v Orlando, pa pol Minnesota, ker je on dobil šanso, on bi jo je izkoristil, ne moreš reči, to ni džabe zaslužil, ne vem, 50-60 milijonov dolarjev v NBA ligi, zato da Američani ne dajo kar tako denarja, se pravi. Sigurno pa, da ni imel vse razčiščeno tudi v glavi, in tudi sam pove odkrito, si boste pogledali ta kaže 30 by 30, ko se kliče ta ESPN. 30 for 30, ja. 30 for 30, ja. Tako da, več je faktorji, Sigurno, ja. A ni to neki se fajtov vmes, neki bil vendar neki... Ja, imel je neko borbo, pa se je neki nogo pol zlomil. Dobro, ko smo začeli te vidiki igralca, pa to, zdaj, prej smo že v introtu povedali, da pač si zdaj novopečeni Cleveland Cavalier, ampak ne igralc, ampak skauta, ne. Kak je za tebe, pa to smo se mogoče mi malo, ampak se nismo direktno pogovarjali, to smo se mogoče prek WhatsAppa, čisto tako recimo, kak je zdaj recimo tvoj pogled se spremenil mogoče na basket, veš kaj mislim, ker prej si le bil na igrišču, pa si igral, pa je bilo to day to day, priti na trening, pa ne vem, delati svoje vaje, pa se segreti, pa trenirati, pa ne vem, po treningu še šutiraš, pa karkoli narediš terapije, pa konca, ne. To je pa zdaj nek tak drug pristop, ko imaš zraven, pa v bistvu moraš ti biti tisti, ki gledaš, pa potem ocenjuješ druge, veš kaj mislim, to je pa le malo druge na drugi strani. No, kak je bil ta tranzicija iz igranja, pa zdaj v bistvu, da delaš skautiranje?
Ali bo, v bistvu vse veš, da jaz sem si skozi želel biti scout. Tudi ko sem po parih letih igranja v NBA-ju sem se že videl tam. Nisem se videl kot trener, kot agent, kot ne vem še kaj. Pač hotel sem biti scout, že od vsega začetka. In mogoče je bila pol malo lažja tranzicija. Tudi vse se mi je nekako odprlo, ko sem poleti šel v Vegas, ker tudi skoraj vsako leto gremo, pa se udeležujemo tak seminarju. Pač jaz sem imel to srečo, da sem spoznal sedanjega GM-a Kobe Altmana in takoj smo kliknili in začel sem delati za njih. In to je tudi botrovalo k temu, da sem jaz pač končal pol svojo kariero. Ker se mi zdi, da če ne bi dobil tega joba, da bi verjetno potegnil še kakšno sezono, 2. Zdaj pa, da se vrnem na tvoje vprašanje, sigurno gledaš z enega drugačnega kota, pa tudi liga, veš, tudi ti si bil v Detroitu, pa si spremljal zdaj trening kamp, jaz sem bil v Clevelandu, vse se je ful spremenilo, to je šlo naprej za svetlobna leta. Jaz kar nisem mogel verjeti, ko sem prišel v ta practice facility, kako to izgleda. Se tudi sam veš, kaj je bistvo vseh teh, vse ekipe so naredile te dvorane za treninge, pač da igralec hoče preživeti čim več časa tam noter. Kot sem ti že tebi rekel, jaz sem bil ob 7 že v dvorani, J.R. Smith je bil že moker pa šutiral ob 7, pa ob 11 je bil trening. Pol je šel neki pojes, igralci imajo zajtrke, masaže, savne, džakuzije, po treningu je kosilo, 2 šefa sta pripravila zdravo prehrano, tako da tu je čisten drug svet. In jaz mislim, da je Evropa se težko kdaj se bo približila NBA. Ja, sigurno, ja. Ta razpon je nažalost nekak način vedno večji. Sploh pri tej organizaciji, pa tem, kaj nudijo, ta player services, tako ne rečejo, kaj nudijo igralcev. Pa tu ne gre nekako, marsikdo bi tu pomislil, pa dobro, vse na nek način gre nekako, bom rekel, ajde, razvajanje igralcev, ampak po drugi strani pa ti nudiš igralcev res tisti maksimum, da lahko on maksimalno dobro funkcionira. In to so te stvari, ko se mi zdi, da v Evropi jih preveč zanemarjajo, pa mislijo, pogodbo imaš, plačo dobivaš, zdaj pa čuti radi. Veš, kaj mislim? Dejansko, je pa v bistvu veliko več kot to. Sigurno. A pa včasih ni bilo tako, da so že bile te dvorane, ki se je treniralo, ki so bile od kluba? Je bilo. Aha, so bile. V sklopu dvoran so bile, pa majhne so bile, pa nisem imel vsega tega luxury. Smil ti in playroom in to je bilo vse bolj. Se mi zdi, da oni zdaj konstantno to nadgrajujejo. Veš, kaj mislim? Pa vsako leto, ko prije neka nova fora ven, pa novo dodajo. Res sem zdaj, ko sem bil v Detroitu, recimo, oni bodo naslednje leto odprli ta nov practice facility zraven dvorane, tudi nove, ki so letos odprli. In jaz sem videl te projekte, pa to, mislim, to je... Veš, to je tako, da bi gledal neko maketo nekih ne vem, znanstvene fantastike, resno. Mislim, kaj vse se že tudi spomne. Oni bojo noter imeli, poslušajte, Detroit Pistonsi bojo imeli naslednje leto practice facility, kjer bo noter, Anže, to bo tebi zanimivo, ko si bolj technological type. Oni bojo imeli sobo, prostor, kjer bojo okolno, se pravi soba velika, recimo tako ena, bom rekel, ena, ne polovica košarkarskega igrišča, ampak recimo tako, da tisti, ko si predstavljal, tako recimo raketa, a ne, košarkarska raketa, a ne. Pa mogoče malo več, se pravi, ko bi rekel, 5 metrov krat 6 metrov, krat 7 metrov velika soba, a ne. In noter, ne vem, če ima to Cleveland primo že, a ne, ampak noter bo pa recimo iz vseh strani, se pravi iz vseh 4 sten, bo ekran. Ok, Anže, si predstavljaš, okay, ja. 3-4 metre visok ekran, se pravi od tal do stropa, a ne. Okay. In oni bo lahko znotraj te sobe priredili, da bojo pač s klikom na računalnik priredili, da bo environment, se pravi vzdušje, kot da si ti v katerikoli dvorani v NBA. A si predstavljaš? Ja. In se pravi, kopirajo Cars 3. Se pravi, ti boš noter lahko, ne vem, zdaj bi rad bil v Madison Square Gardenu in puf, se ti v bistvu prežge ekran okoli, kot da si dejansko na tekmi v Madison Square Gardenu, znotraj normalno tu je parket, tu je narisano raketa, tu je koš in ti lahko potem treniraš predvsem fokus, koncentracijo, kot da si v katerikoli NBA dvorano. Mislim, jaz ne vem, koliko je to zdaj, mislim, ne vem, koliko je danes, ko smo bolj old school, koliko je to zdaj res efekt, ampak si predstavljam za nekoga, ki se hoče res pred neko pomembno tekmo postaviti v to atmosfero, da dobiš ti tako zvok, kot nekak sliko te dvorane in se v bistvu lahko predstavljaš, vsaj za mehaniko meta ali pa za nekaj takega, ne?
A pa recimo za zadnji sekundi, da recimo vežbaš recimo neko trojko ali pa nekaj takega, ne? V takem vzdušju. Se pravi, nisi sam v neki XY dvorani zaprt, kjer je čist drugače, pa si moraš v glavi to predstavljati, ampak dejansko to nekako digitalno doživiš. Ne? To bo ena od stvari, ki bo jih imeli recimo oni tam od naslednjega leta naprej, kar se mi je zdelo tako že na pol znanstvena fantastika. Veš. To so te stvari, veš, Anže, ko govorimo, da grejo konstantno naprej, pa naprej. Oni niso zadovoljni s tem, kar imajo, ampak enostavno denar, ki ga imajo, vlagajo naprej. Nekako, Primož, mogoče to lahko ti potrdiš, skoraj tekmujejo med sabo klubi, kdo bo odkril tisto neko novo stvar, ne? Ja. Za igralca. Ja. Ja, in sem tudi vabijo free agente, ne? Recimo Milwaukee bo zdaj naredil tudi, sem poslušal, in GM-a John Horsta, pa kaj bi oni vse naredili noter. Ne? In te small market teams, pač oni še več vlagajo in skušajo privabiti, ker veš, da big market, težko bo, kateri bo ujeli kakšno veliko ribo, da bo en zvezda pa all-star igralec prišel. Ne? Ja, če svojega zadržiš, pol že veliko si naredil. Ne? To smo to reči, Primož. Recimo zdaj, ko pa si na tej strani pol oble, pa spremljaš nekako igralce tu v Evropi. Ne? Kje so stvari, na katere moraš gledati kot recimo scout? Kje stvari moraš opaziti? Oziroma, na kateri točki ti ti vidiš, da nekdo je recimo NBA potenciala. Ne? Veš, kaj so te stvari? Recimo, nekdo je lahko v neki ligi neverjetno uspešen, pa ima neverjetno kako poprečje, ampak ga vidiš, rečeš, glej, ta ni NBA material. Lahko je pa nekdo, ki ima statistično gledano, čisto poprečno statistiko, ampak vidiš, da ima tisto potezo več ali pa korak več. Ne vem, kaj so te stvari, na katere si ti pozorni? Veš kaj, mali igralci v Evropi, ker so ta trenutek pripravljeni za NBA ligo. Ne. Mi kot Cavaliers, tudi kakšno skrivnost bo tudi povedal, ne. Oni zahtevajo od mene, da jaz povem, who can help us right now. Ne. In jaz sem že tako njim povedal, ne. Right now there is no one player in Europe, ki bi lahko break our rotation. Ne. Se pravi, da je bil rotation guy for us. Razumeš, ok, nismo začeli dobro sezono, igramo katastrofa, vseeno smo 12 deep in Žižič, ki je bil recimo en boljših centrov, ni med 12, oziroma je zdaj, ki se je Šampret poškodoval, pa ki je Tristan Thompson. Thompson je out, zaradi mečem višče, tako da glede tega, scout mora gledati pač for the future, se pravi prospects, ni nobena skrivnost, da na prostoru bivše Juge je največ teh talentov in največ tudi statistično iz Srbije, iz Hrvaške, pa so največ, pa tudi Slovenije, največ igralcev smo dali za NBA ligo. Ne. Se pravi, ena Mega, FMP, CD-Vita, to so timi, ker imajo pač zanimive te. Jaz predvsem moram gledati 98 pa 99 letnike, pač, ker so eligible za NBA draft. Kaj gledaš, skušaš primerjati, tudi jaz sem bil zdaj na training campu, kateri igralci bi se lahko vklopili v ta stil igre, se pravi up and down, se pravi, da so atletsko, kako jih primerjaš s college igralci, iz tega bojo prišli zdaj na draft. Ne. Vendar težko je delati neke primerjave, kako se ti pride Nikola Jokić in podre vse stereotipe. Ja, sem res. Zavaljen, debel, ni mogel laufati v Megi, pol pa je zdaj prišel Denver do All-Star. Tako da težko je to predvidevati. Vsi sam veš, bil si tam, pa včasih moraš imeti malo sreče, moraš se ti kaj poklopiti, en se poškoduje, ti si pripravljen, uskočiš, narediš posel in pa tako se zadržiš. Ja. Tako da, pa predvsem moraš gledati, mislim, ker oni vedo podariti na te atletske sposobnosti. Ne. Vse veš, da košarka šla, se razvija v to smer, da zdaj, če si atlet, pa ne morem pozabiti, ta Robertson, ker glava Oklahoma City, 2 airbole je vrgel na penalah, on je starting. Starting, on začne v prvi peterki Oklahoma in ima 10-15 milijonov zdaj točno na sezono. Pravi, kaj ne jaz zdaj govorim in pišem in izgubim toplo vodo, če ponem tak igralec, kao great defender. Ne. Pa se dobro veš, da poglej zdaj, ko gledam, veš, da zdaj malo bolj spremljam, naše igre, vse v rednem delu, se nobena obramba se ne igra. Vse po 120-140 pik. Govorijo defense, he gotta guard the position, pa ne vem kaj. Tako da je, ni enostavno, zdaj, da bom odkril noga Michael Jordana ali Dirk Nowitzkega, bo verjetno zelo težko.
Ja, pa to smo se pogovarjali, ko sem bil v Detroitu. Recimo, lih to stvar, ko se zdaj omenil, da enostavno danes ni več igralca, ki bi bil lahko do enega 16. 17. leta skriti, da ti ne veš za njega, da je kvaliteten. A veš, kaj mislim? Tako prej časi se je dalo, ne vem, tako recimo Dallas draftiral Dirk Nowitzkiga iz druge nemške lige, dobro, vse so ga videli na tistem Nike Hub Summitu v Ameriku, takrat, ko bo tisti exposure. Ampak vseeno, tega več ni danes. Danes je tako velik pretok informacij, ne vem, internet je naredil razliko, danes imaš te programe, kot so Synergy in podobne, kjer imaš ti detaljno že izsekane igralce in njihove karakteristike iz vseh lig na svetu in enostavno več ti ne moreš spustiti tega talenta. Se mi zdi, da je bolj, ne vem, pa popravi me Primož, če se motim, bolj se gre za to, da če ti nekoga vidiš, ki res misliš, da bi pasal v sistem pač za ekipo, kjer delaš, v tem primeru ti recimo za Cleveland, da potem nekako skušaš prepričati tiste v Clevelandu, da je on vreden, da se ga vzame. Se mi zdi, da je to potem tisto bistveno. Pa seveda moliti Bogu, da imaš prav, da je kvaliteten. Ja. Ja, točno tako, pač, da dobiš tak tip igralca, ki se pravi, da se vklopi v tvoj sistem. Ne. Tudi Antetokounmpo je bil igral v drugi grški ligi, ne, pa so ga zbrali, ne vem, kaj bi on, 13, 14. Ne. 15. pik sem zdaj. 15. je bil, no. Ne, pa je zdaj MVP. Ja. Pa zelo pomembno je, se mi zdi tudi, recimo, to je zdaj sploh Phoenixu, recimo, letelo ogromno kritike na to. Zato, ker se mi zdi zelo pomembno, da imaš znotraj svoje ekipe tudi zelo dober player development. Se pravi, ti, kot draftiraš igralca, tako se zdaj imenuje ali Jokića, ali Antetokounmpo, ali kdorkoli drug, ne, ti moraš tega 18, 19, 20-letnega fanta potem znati razvijati. Veš, realno gledano ti razen, če ti res ni nek ekstra igralec, pa ne vem, nek LeBron James, ti ne bo dajal takoj, ne bo sposoben igrati niti 25 minut, niti ti ne bo dajal ne bo neke vidnejše vloge, ampak ti moraš imeti dober staff, da znaš tega igralca pravilno razvijati, ker da upaš, da bo potem on v 3., 4. letu v NBA postal tisti igralec, za katerega si upal, da bo. Redko se mi zdi, da se zgodi, da pride v ligo igralcev in da takoj postane faktor. Razen tisti res mogoče top 5 ali pa top 10 piki. Pa še tu so doskrat kiksi narejeni, pa ne gre vse skozi tako bi radi. Lih prej smo omenjali Miličiča, tako da en dokaz več. No, da še tudi dopolnim, jaz mislim, da je tu največji napredek naredila NBA liga, prav tam player development, ne. Koliko se posvetijo oni pač razvoj igralca, ne. Ko sem že rekel, JR je bil ob 7. zjutraj, naslednja grupa pol je prišla, ne vem, ob 8. je bil že Žižič, pa 3. In to se pred samim treningom oni naredijo še en trening individualni, ne? To se skozi dela individualno. Pa v fitnessu, pa vsa enih 4-5 igralcev ima svojega strength and conditioning coach. To je res neverjetno. No? Jaz sem bil res presenečen, ker pač je minilo že 10 let, odkar sem zadnje igral v NBA ligi in nisem pač mogel verjeti, da je res šla tok naprej NBA liga. Ne. Še bolj v detajle, ja. Čeprav me pa je presenetilo, recimo, ne vem, mogoče je bilo v Clevelandu isto, da v bistvu se še manj trenira, kot so mi takrat trenirali, sploh na trening campu. Jaz sem bil presenečen, jaz sem rekel, to bi še jaz lahko zdržal. Tako fizično, dejansko ni bilo več naporno. Pa ne zato, da trenerji ne bi to hoteli, pa kakorkoli, ampak enostavno je toliko teh pravil in toliko teh blokad, da rečem, kaj lahko počnejo pred sezono igralci, kaj ne, koliko treninga, koliko ur treninga, kateri deli so brez kontakta, kateri del treninga je z kontaktom, da enostavno so nekako imajo trenerji zvezane roke in se mi zdi, da je šlo že skoraj predaleč, ker v primeru marsikere ekipe in tudi recimo v primeru Clevelanda zdaj, recimo LeBron James je bil poškodovan pred sezono, mislim, da je spustil večino, če ne vse pripravljene tekme, nisem čisto siguren. Ja, en dan, veliko. Jaz sem prišel po prvem dnevu trening campa, on je že bil poškodovan, pač dan prej se je poškodovan in pol je spustil. No, evo, vidiš. In so pripravljene enostavno tako kratke, da kadar imaš ti novo ekipo sestavljeno, enostavno nimaš časa, da bi se uigral in to se dogaja recimo ekipi, kot je Cleveland, ki se zdaj sestavlja šele, veš, pa še poškodbe, Isaiah Thomas je javil, Tristan Thompson se je poškodoval, sem tja in kaj oni imajo, skoraj 3-6 imate zdaj, kaj, mislim. Zmagali v Washingtonu, se mi zdi, da smo na 4-5, no, zdaj pač, zdaj igramo z Atlanto. Okay. Sam se veš, da to je začetek NBA lige, je 82 tekem, tako da. Ne, itak, vse to je maraton, vse to mi je jasno. Ne. Sam hočem povedati, koliko v bistvu pač nek način ne štartaš na prav način, ravno zaradi teh stvari, ker se nekako priprave res postavlja to kratke in če ti imaš ti eno poškodbo, 2 znotraj tega, se mi zdi, da lahko si hiter nekako zaostanko in potem pač celo sezono hvataš od zadja. Ne. Zdaj, če imaš kvaliteto, normalno boš prišel nekako do 1., 2., 3. mesta v konferenci, če ne pa se tam zgodi tudi, da sploh ne prideš play-offa, ne. Sploh zdaj, ko je liga res toliko zanačena, vsaj kar se tiče, bom rekel, od tistih nekako
prvih 2 mest na vzhodu pa zahodu dole. Ne. Ja. Tako da, ja, lej, jaz sem mislil, da bomo šli takoj na Eurobasket, ampak idemo to mogoče v drugem delu. Hotel sem te Primož mogoče malo vprašati, zdaj ko si se bolj NBA lige dotaknil, recimo, ne vem, da malo pokomentiraš favorita letos, normalno Warriors, potem pa naprej, recimo Oklahoma City, ki se je ojačal, ne vem, San Antonio je tu vedno ugodni, Clippersi, potem pa ekipe na vzhodu, no, Boston, Cleveland, pa od pižamca Miami. Da malo pokomentiraš. Umiljena ekipa, ker kadarkoli mi lahko mi reče pižama, ful dobro igram basket na videoigricah z Miamijem. Zdaj sem malo šalta, zdaj malo kolobaram. Ne. Je pa res, da zdaj trenutno Miami igra, mislim, da ga glih danes, zdaj, ko mi snemamo, je celo prenos, ki glih se upada z eno. Zdaj, ja. 34-20 po prvi četrtini. Wow, okay. So na West Coast oni, so, ne? Ja, z Clippersi, ja. Tako, Primož, zdaj, sorry, no, izvoli malo, povej malo, kako ti vidiš letošnjo sezono, no, kako se naj bi odvila, no, nekako mogoče je po svoje predvidljiva, ker se mi zdi, da Warriors so še vedno korak pred vsemi, ali pa 2 koraka pred vsemi. Ja, pa tudi oni so imeli kar težave na začetku, pa so izgubili še 3 tekme, ne, tako da težko je, kaj ti premalo tekem bilo odigranih, pa se vidi, da ekipe še niso tisti pravi formi, ne, definitivno so Warriorsi prvi favoriti, se mi zdi, na zahodu, na vzhodu, pardon. Ko si rekel, Oklahoma nisem neki fan, no, ker predvsem zaradi se mi zdi, imajo 3 stari igralce v Westbrooku, Carmelu pa Paul Georgeu, se mi zdi, da klopi nimajo, ne, tako da redni del mogoče še ne, pol pa, ko pride play-off, pa moraš imeti deep bench, tako da jaz mislim, da oni se ne bi smeli mešati štrene. No. Houston igra dobro, San Antonio itak ni nikoli za odpisati, sem tudi oni imajo probleme s poškodbami, zdaj ne vem, pravijo, da bo še 2-3 tedne out. Ja, neverjetno, koliko enih poškodb letos, res te gledaš, no. prav več kot ponavadi. No. Recimo tudi Houston, čeprav igra dobro, recimo 7-3 imajo skor, isto kot Golden State na vzhodu in znajo, tudi premagali so Golden State na prvi tekmi sezone. Chris Paul se je poškodoval na prvi tekmi in bo out, mislim, takrat nekaj časa, ne vem, vsaj en mesec. Ne vem, no, mislim, bo zanimiv ta zahod, se mi zdi, da bo vse do konca, razen mogoče prvega mesta, ampak tu naprej bo zelo zanimiv vse do konca. Jaz ne vem, nekako ne vidim neke ekipe, ki bi lahko rekel, ta bo pa sigurno zdaj druga ali pa tretja. Se mi zdi, da se znajo tudi ekipe, kot so Utah, Clippersi, ne vem, Minnesota zna priti visoko na koncu. Tako da bo zanimivo. No. Recimo na vzhodu, Primož, recimo Cleveland ima normalno vseeno željo biti prvi, oziroma realno ima tudi možnost biti prvi, no, po rednem delu. Sigurno, in to je tudi cilj, ne, sprav, da se pride da se igra NBA finale, sigurno ne bo lahko, ne, Boston bo sigurno po moje, bo največji konkurent, vendar tudi oni se mi zdi, da še kar lovijo, ne, pač dobili so Kairija, ogromno novih igralcev, vendar oni mislim, da tako so zgrajeni za prihodnost. Imajo enega Tatuma, imajo ta Jaylen Brown, imajo ogromno njih mladih igralcev, ki prihajajo in oni so res set up for the future, neverjetno. Se vidi, da Danny Ainge je mojster v temu in druge pa ne vem, katera ekipa bi lahko se vklopila in pomešala štrene. Ne vem, neki umenjajo vsi Washington, čeprav jaz nisem ful navdušen nad njimi. No, zadnjič sem vedel, da smo igrali z njimi, tudi jaz sem vedel, pa niso me tudi neki navdušili. No. Oni, predvsem pa v play-offu oni nikoli niso naredili nekega odmevnega rezultata. Tako da, veš kaj je to problem pri nas na vzhodu, se pravi, veliko ekip je v totalnem rebuildu. Chicago, Miami, niti ne. Ampak imaš Brooklyn se stavilo zaradi tega, ker dejansko niso imeli svojih pikov, ker so takrat v sredo z Bostonom vse prodali, vse pike dali za Garneta pa za Paul Piercea. Atlanta se mi zdi, da je čisti rebuild. Imaš neko Indiano, ki sploh, mislim, da nimaš neke prave identitete, ki se lovi Orlando in tako naprej. Vse so presenetili, pa Orlando tudi vse presenetil, pa dobo nas, pa dobo San Antonio. Res je, vsak lahko premagal vsakega. Koliko je Cleveland dobil ta trade, ko je
Kyrie zahteval, da gre pač ven in so ga potem tradali Bostonu, recimo, koliko se tebi zdi, recimo, ok, se po medijih lahko rečejo, pač smo ga tradali, gremo naprej, ampak koliko se tebi zdi, da dejansko to zmotilo nekak klub oziroma ekipo kot celoto, a veš, kaj mislim? Ker to je nekako, vendar je bil nek udarc, no, nekako lahko ti to rečeš, da to ni nič, pa gremo naprej, pa zdaj imamo druge igralce, ampak vseeno to se mi zdi, da je bilo, tako rečem, Američani, tough pill to swallow, a veš, kaj mislim? Ja, definitivno. Lej, vsi vemo, kaj je Kyrie naredil za Cleveland in pač osvojili smo tudi prsten z njim in lej, ogromno, lej, če daš trade na papir in da pogledaš, Kyrie dobil si Isaiah Thomasa, Jay Crowderja, Žižiča, pa od Brooklyna pik, ker bo od 1 do 5 na 2.18 draftu, bi rekel tako, da ga vzameš. Ne? Se pravi, tu smo mi, it was a good trade za obe ekipi. Ne? Zdaj pa rej, Isaiah ti je poškodovan. Jay je nov igralec, še ni najboljši v klopu. Pik pride še komi naslednje leto. Žižič sigurno je prospekt in nekaj, ko ga Cleveland računa v prihodnosti. Ne? Tako da že na začetku sezone smo definitivno hendikepirani, ne, z odsotnostjo IT-ja. Pa ne glede na to, da Derrick Rose je tudi nekaj poškodovan, pa da igra dobro. Ne? Sigurno nam manjka, vendar lej, upam, da ko si rekel, imamo 8 novih igralcev, da se bomo iz tekme v tekmo igravali in igrali čim boljši in pač v drugem delu prikazali te najboljše igre in da bomo pripravljeni za playoff. Ja, mislim, da bo vseeno ful zanimiva sezona. No. Letos sploh še bolj podrobno spremljamo in ti in jaz. Se mi zdi, da si prav rekel, da na koncu bo Cleveland, se mi zdi zelo visoko, če ne prvi celo. Ampak pa bo pa zanimivo videti, koliko se bo ta ekipa sestavila, ko bo prišel Isaiah Thomas nazaj, ki se mi zdi, da bo za njih zelo pomembno, ker je nek igralec, ki prinese tako posebno energijo. Pa tudi, ne vem, če gledam naprej, tudi konc koncev upam, da prej sem se malo pošalil za Miami, ampak dejansko upam, da bo Gogi uspel priti playoff. Lani mi je zmanjkala, mislim, da je ena tekma oziroma ena zmaga, ne, da pride playoff. Upam, da bo uspelo letos. Ne vem, sorry, Pižanc pa Anže, sta imela še vi kaj na temo NBA za vprašati? Smo se kar razgovorila s Primožem. Ne, mi da smo zelo itak si z Anžetom na skrivaj dopisovala, mislim, da nisva motila, so zdaj naredila načrt, ki bova nabrala full monitorjev in bova zdaj tole studio, ne, v Apparatus World Headquarters bova cele stene, ne, in pa bova dala, a veš, ko bomo snemali uživo pri njemu doma, bomo lahko smo v Gajotu na vrtu, lahko smo v Desetki, lahko smo v Stožicah, lahko smo na Ljubljanskem gradu in bomo trenirali, da že ne bom imel teme. Jaz dejansko, jaz imam eno vprašanje, Breza, čist tak zelo operativno. Kako si ti v stiku z ljudmi iz Clevelanda? Kaj si maile pošiljate, se moraš nekaj javljati, kako to izgleda? Veš kaj, reporte moraš pisati. Ne? Aha, okay. Jaz moram narediti schedule za cel mesec, se pravi, zdaj sem naredil za november, do 15. novembra moramo dati schedule za december. To kot schedule misliš svoj potovanje, tudi schedule, oziroma na katerih tekmah boš, ne? Ja. Sam potovanje, ja. Tu te live game, ker ti gledaš, pa pišeš reporte, ne, to v bistvu to ne rabeš jim povedati, ne, pač. Vsi imamo, Cleveland uporablja, se pravi, za te reporte iScout, poseben program, kamor pišeš ti reporte, ne. Vsaka ekipa ima različno, zdaj ne vem, kaj je na kakšen način delajo v Detroitu, vsaka ekipa je drugačna. A ja, prav ekstra program je za to, ali kaj? Ja. Nice, to nisem vedel. Kjeraš pa add new report, pa ful je velik že ta database, se pravi, upišeš igralca, pa event, gledaš live game, ali si TV game, pa Synergy, tako da. Aha, ok. Ja, to je to, pol pa vsi smo povezani preko maila in dobivaš vse, se pravi, na mail. Vsak report, ki ga bilo kateri scout pošlje, dobivaš, zdaj mogo prav pogledati, pa te media reports, pa GM, ki te napiše, pa assistant GM, pa tako da vsi smo, jaz 50 mailov na dan, ne. Ti dejansko prebrati, ne. No, ampak ti dejansko bolj dobivaš poročila, recimo iz college igralcev, od college igralcev. Ampak ti jih ne rabiš brati dejansko, mislim, če ne rabim brati, ja. Jaz ne rabim sam, za tvoje dobro, po moje dobro, ne, da jaz vem, kako igra en Bamba, kako igra en ta Bejka, že se niti
No, ampak tudi za primerjavo, da veš, recimo, ta je dober v tem, pa ga lahko recimo primerjaš s katerim v Evropi, a ne? Poleg video materiala, recimo. Ja. Malo bo mogel spet nazaj, pa da si pogledam kakšno college game, pa G League game in da pač primerjam z Euroligo tekmo, z Jadransko ligo, ne. Ja. Jaz sem bil presenečen, recimo, ko sem bil v Detroitu na ta teden, ko sem bil tam, pa sem bil del njihovega staffa, pa to smo rangirali ekipe, a ne, a veš, recimo, ekipe, lige, a ne, evropske. Ja. In sem bil nekako presenečen, koliko nizko je za njih, recimo, rangirana ABA liga, oziroma Adriatic liga, ne. Jaz sem mislil, da je v bistvu više, pa je v bistvu kar nekak, 6. ali 7. še v Evropi tako rangirana, ne vem. Neverjetno. To sem bil malo presenečen, ja, da imajo tako nizko rangirano to ligo. No. Ampak ja, drugače pa hočem povedati, da dejansko grejo full. To je to kakšnih detajlov, ko si jaz nisem prej nikoli predstavljal kot igralec, ko si skozi smisel, ja, pač GM, pa oni imajo svojo pisarno, pa ne vem, te skauti pa debatirajo, ampak res grejo v detajle, tako, že take sitnosti, take minimalne stvari, da na koncu rečeš, a to sploh pomembno, ampak na koncu nekako se mi zdi, da je, zato ker ti si detajli odločijo, ali bo šli oni z A ali z B igralcem naprej, ne? Ker kvalitete je res na tem vrhu res ogromno in se nekako ti si detajli potem razlikujejo, za koga se na koncu odločijo, za koga ne, in tu so tudi seveda potem razlike, nekdo naredi kariero ali pa ne, ne? To bom še rekel, zdaj predne gremo na Eurobasket, verjetno folk hoče slišati, recimo naslednje leto bo Dončić na draftu, ne vem, koliko je on dejansko cenjen strani recimo NBA klubov v tem momentu. Mislim, ta hvala, ki jo dnevno slišimo, je to upravičeno, mislim, da je tu še ogromno rezerve, Primož, misliš, da je mogoče precenjeno vse skupaj, da je tako en realen skautovski pogled na Luko. Pa precenjeno, sigurno, da ne, pa če pogledaš od prve do zadnje tekme, ko je igral v španskem prvenstvu, kar me najbolj preseneča pri njemu je ta consistency, ne, se pravi, da ni toplo-hladno, ne, se pravi, da je igral res na tudi zadnjo tekmo proti Kimkiju, ko so jo izgubili, ne, pa je igral z vročino, je tudi bil soliden, ne, tako da to me pa ni zastojen MVP meseca novembra, ne. V Euroligi. Ja, v Euroligi, tako da jaz si trdim reči, da če je bil jutri draft, ne, da bi bil Luka sigurno prvi pik, ne. A ja, misliš, da dejansko ni dobenega božga mislim, saj za tebe ne dobenega božga na koledžu, ki bi v bistvu bil? Zdaj, ta trenutek, ne, jaz mislim, da niso vsi igralci tako zreli, ne, jaz mislim, da je Luka najbolj zrel, ne, se pravi, za 18 leti, da je igral na nivoju 30-letnika, da je lider enega Real Madrida, da je MVP, da igra tako zrelo, da ima sigurno tudi neke pomanjkljivosti, na katerih mora delati in paziti, ne bi o tem razlagal, kot sem že rekel, če bi bil jutri draft, je Luka sigurno locked in prvi pik na draft. Okay, ampak to zdaj sprašujem, da nekdo misli, da imam zdaj karkoli proti Luki. Jaz hočem to vprašati tako, da dobim tvoj odgovor, ki me zanima. Ampak misliš, da njegova igra taka, kot je, in tu je tudi dosti mogoče vprašano okoli tega. Tako si rekel, nekako, 30 let, čeprav se kompliment preko si rekel, ko igra kot 30-letnik, ampak vseeno nekako ti se neke pretirane eksplozivnosti, pa pri njem ne vidimo, recimo sploh te fizične, čeprav ima višino, ima moč, da ne govorimo o samem znanju, pa to, ampak a misliš, da bo to se dobro pretvorilo v NBA stil košarke, ta njegova igra, ker nekak način igra dosti podobno, ko pač nekak na momente, ne vem, če bom prav primerjal, ampak vsaj glede višine, pa glede hitrosti, govorim, kaj body roga, recimo, a veš, kaj mislim? Ja. Tako visok, zelo uspešen, zna preigrati, neverjeten court vision, vse ima, ampak tiste hitrost mogoče malo manjka. Meni se zdi, da to ni problem osebno, no? Ker se mi zdi, da njegova igra je taka, ki se lahko prilagodi na vsak način, vsak tip, tak stil igre, ampak kako ti misliš? No? Misliš, da to ni nobena ovira? Jaz mislim, da ni. Kaj njega odlikuje, ker res vidim, da je ta basketball IQ, ki ga nekateri igralci nimajo na takem nivoju, ki ga ima on. Jaz mislim, da je on, ko bi Američani rekli, se nekatere izraze sploh po slovensko ne morem več, jih ne poznam, da je... Povej po angleško, se imamo pižamca tule, bom prevedel. To, da je... Ali se bomo pa rekli, da je pač tole aparatus, pa je že nekaj po angleško povedal. Pa. Ne, da je underrated athlete, ne, se pravi, da ni tako slab. Ja, podcenjen. Podcenjen, ja. Lej, tudi
če pogledaš finalno tekmo na Evropskem prvenstvu, pa tisto zakucavanje, ne, sred rakete, čez, ne vem, kateri je bil mač, se nema veze. Se pravi, ni on tako, vsi ga ima za slabega atleta, ne. Jaz mislim, da sploh ni slab, no, da lepo v skoku ga imaš, jaz mislim, da on v NBA-ju, da je blizu, da triple-double, no. Bilo bi, če pride pač v ekipo, ker pač, če bo med prvih 5, ne, pa če ga recimo mi ne bomo vzeli, ne bo prišel verjetno eno malo slabša ekipa, ne. Kar bo po svoje dobro za njega. Kar bo po svoje dobro, ne, da bo imel minutažo. Čeprav nekako si vseeno želim, pa se mi zdi, da bi on bil boljši, recimo, če bi prišel vsaj v neko ekipo nekega srednjega ranga. Veš, kaj mislim, da ima igralce okoli sebe, ki znajo igrati, ne. Ne vem, tako, če sam preletim, recimo, po mojem bi bil zelo dober v kakem Memphisu, veš, ker ima enega Gasola zraven, pa enega, veš, te par izkušnjih igralcev, nekak Utah bi bil super za njega, ne vem. Dobro, San Antonio bi bilo že preveč idealno, ampak nočem ga pa videti v kakih ekipah, kot recimo kak Phoenix, Sacramento, tudi ne New Orleans, recimo, ne vem, Atlanta, Brooklyn, ne vem. So ekipe, ki nekako, ne zato, da tam ne bi mogel igrati, ampak se mi zdi, da ne bo mogel toliko dobro igrati, kot če bi imel okoli sebe, da rečemo, narekovajih prave igralce. No. Ja, tu se strinjam. Ja. Ok, Eurobasket, Primož, oba sem bila v Istanbulu na finalni tekmi. Kak je zdaj ti gledaš nazaj na to, čeprav, te sprašujem, kot da si bil na terenu, ampak vseeno, na nek način smo tako ti kot jaz to doživljali, kot da smo na terenu. Zdaj sploh jaz pač nisem v Sloveniji, zdaj že nekaj časa, ne vem, verjetno se je skupaj malo umirilo, ampak vseeno, zdaj, ko gledaš nazaj, to je bilo zdaj že kaj mesec pa polno, zdaj 2 meseca, koliko je nazaj, se niti ne vem. 2 meseca se mi zdi, ja. A lahko jaz eno stvar rečem, samo napreden, ne, ker... Krdej. Jaz imam 2 anekdote, ker sem bil pač tudi z Bokiem zdaj tako celo tekmo skoraj skrat gledala, ne. Ampak jaz imam 2 anekdote iz tega Istanbula. Ena je pač ta... Vsi smo bili v Istanbulu, dajmo se pogovarjati. To mi je zelo všeč. Jaz se spomnim, ko smo prišli dol pred dvorano. Hater in the house. Vi ste me povabili v podrobnosti zato, da kaj pa Istanbul, pižama si bil? Ne, škoda. Pižamci je doma. Ne, jaz sem pač 2 anekdote imam. Ena je, ker sem dobil naravno akreditacijo, ta ni tako zanimiva za kle. Druga je pa ta, da če je eden človek bil kralj v dvorani, ko je prišel noter, ne, je bil to Brezas, bil to ti, ta star, ker si mirno prišel v svojem adresu in mu iskra. Točno, to je bila tako najjača stvar, ki sem jaz tam videl. To je bilo pred dvorano, pa slikanje. Ja, norišenca, to je bilo. To je bilo pa tako, res. To pa sam med props, ta star, med props. No, ampak tako jaz kot Primož sem lovadal na tribunah, v bistvu bolj kot ne med navijači, tako da je bilo res en tako drugačno doživetje, precej drugačno, no. Ne bi tega ponovil, ker je težko gledati take tekme, sploh pa ne uživo, ker po eni strani te skrbi, kaj bo na terenu, po drugi strani bi pa kar odskočil pa igral, se mi zdi, da mi je takrat po dolgem času res orang zagrablo, da bi spet igral tako tekmo za reprezentanco, ampak ne, Primož, povej tvoje videnje, no, vsega skupaj. Ja, mislim, da smo prehitro pozabili, kakšen uspeh smo naredili v Istanbulu, ne, se kar malo poleglo, ne, se čeprav je že 2 meseca, se strinjam vse sam. To je bilo res lepa, brez poraza, zlata medalja, nismo bili favoriti, kapa dol fantom, strokovnemu štabu, zvezi, da je uspel tak rezultat in nisem pesimist, sam jaz mislim, da se tu ne bo v bližnji prihodnosti, da tazga uspeha, da bomo težko to ponovili. No. Mislim, sploh zdaj, ker je v bistvu vsaka 4, zdaj ne bo čez 2 leti Evropska prvenstva, tako čas je bilo. Ja, veš, kaj mislim, ko smo vsaka 2 leta, pa bi lahko mogoče malo to kontinuiteto še držal, recimo rečeš, ajde, obdržim to ekipo, recimo, ajde, Gogi bo sicer malo starejši, ampak še vedno, da se ga prepriča, da igra, potem imaš tu recimo Randolph še odigra, Dončić bi bil samo boljši, ne vem, Zolki Dragić se še pridružbi, sam tja, veš, dodaš par igralcev, par igre, par dodaš, ampak nekako držiš to ekipo, pa vsaj nekako z neko to euforijo, ki se podaljša, ne, potem spet probaš priti do medalje, ampak na 4 leta, recimo, to se pa strinjam, da bi bilo težko to ponoviti, no. Ne vem, recimo tista finalna tekma, Primož, a je bilo kaj takega posebnega, kar ti je recimo stoplo v oči noter, recimo vem, da menim folk več, ker nisem bila na istem delu midva, jaz sem bil čisto na kontradelu, koliko si bil ti, jaz sem bil zanžeto na eni strani, ti pa čisto drugem čošku na drugem, ampak meni je dosti ljudi reklo,
Breza je bil čist nor. Kaj je Breza delo? Ti si čisto živel. Ker nam že ve, da sem jaz dosti drugače to spremljal, tako se mi zdi. Ne, imam že, mogoče lahko ti poveš, jaz sploh ne vem, kako sem jaz to spremljal, ampak drl se nisem. No, jaz sem bil nervozen, tako bom rekel, ti si bil pa jaz nervozen krat 2, po moje. Videl se je, da bi, po moje, mislim, tudi Breza, ki sem ga videl tam zgledali, da bi na ene parih točkah hotela zalaufati dol, no, po pravici povedano. Kar vas valjda čištekam, ne, pač, to je itak sam človeško, ne. Je bilo pa kul to videti, iskreno, mislim, se pravim, tako meni se je bilo pa še par ljudi tam, tako, ki so včasih saj igrali, pa bili zraven reprezentance, pa se mi je zdelo, da se je kar čutil nek tak čist iskren veselja, veš, težko to razložiti, no, sem moškija tudi bliz, se mi zdi. Pa le, že dejstvo tudi, da je bilo 5-6 tisoč, ne, pa da je bilo vse v zeleno-beli, pa da je bilo, ne vem, 13 čarterjev iz Ljubljane, pa Zagreba, pa tako so navali, pa Boki tvoj stare, pa se je vozil. Folk se je vozil, moj ata in njegova banda so se pelali dol 18 ur, stare so šli na tekmo, ne. In nazaj drug dan, ne. Mislim, to pokaže, to pove, ne, koliko je to bilo pomembno. In to se pa strinjam, Primož, da jaz sicer to z distance spremljam, recimo jaz sicer nisem v Sloveniji, pa recimo nisem v Ljubljani, kjer bi po vseh kafičih lahko, pa ne vem, ti hodiš po kafičih, ampak hočem povedati, da pač... Že je kafič kralj Ljubljane, ne več tega. Ne, hočem povedati, da jaz pač ne čutim tega navdušenja, ko ga mogoče ste vidite krat, pa ko ga zdaj v Sloveniji, ampak se mi nekako zdi, čeprav oddale spremljam, da se je res čist potihnilo, pa to ful, da sem razočaran glede tega. Tako, a folk dejansko ni razumel, kaj se je zgodilo. Mislim, tako, se mi zdi, v enim, ne vem, jaz sem pričakoval, da po tistem evropskem prvenstvu, da se bo to leto, 2, 3 vsak dan v tem tako na veliko govorilo vse posodno. Mislim, to je res tako ogromen rezultat, da se mi zdi skoraj malo škoda za fante, recimo, da je to hitro nazaj dol šlo. In se sam bojim, da če bo kak kiks čez kako leto ali pa 2, da bo potem vse postarjeno, da bo spet isto šimfanje pa kažanje s prstom vse oprek, ampak se mi zdi, da pač nekako take smo ljudje in tisko misli nekako, da se samo v Sloveniji to dogaja, tudi vidim, da so to tujini ljudje, ki dosti hitro znajo ob neuspehih kazati s prstom drug na drugega, ampak vseeno, no, to pa sem le pričakoval, da bo ta euforija malo let trajala, no, da bo malo več tega. Jaz ne vem, koliko to zares ponikne, a veš, koliko je to, da se pač non-stop nekaj dogaja. Da je zdaj toliko enih stvari za spremljati, a veš, tudi kar se športa tiče, a ne, da pol, a veš, naslednja stvar je zamena, a ne. Se to. Veš, tudi tako moraš gledati, da je pač, a veš, ne vem, recimo, a veš, lansko zimo, ki ga je Ilka harala, ne, a veš, je isto tako, ne, Ilka, pa se pa zima konča, pa je naslednja stvar, a veš, pa so pa, ne vem, je kakšen fuzbal, ne, pa je bil basket, pa tako se mi zdi, da ne gre to, da se pozab, ampak je pač toliko enih stvari, roka na srce, da je noro, ne, je pa res, da to je bil res, kar se ekipnih športov tiče, holy mother of God, ne, kaj se je dosegal, ampak ja. Ne, no, jaz ne bi bil tako, veš, ne bi bil negativen, veš, ne bi, sam res se dogaja, jaz ne znam drugače razložiti. Ampak, da ve, koliko res spremlja medije, se mi zdi, da vse medijsko je košarka vse zdaj še malo bolj pokrita, predvsem in s tem, da Luka izpostavljajo, ne, v Euroligi, da se o Miamiju pa o Goranu govori, tako da prepač dejansko je, ne. Je pa problem to, ne, oprostite, da sem hotel sem tam to reči, da je pa sigurno problem, da ni slovenske ekipe, ki bi se dali naprej spremljati, da bi to euforijo lahko prenesel naprej. Ja. Mislim, saj na takem nivoju, ne. A veš, da bi imeli recimo res euroligaško ekipo ali pa recimo ne, ekipo, ki bi vsaj v Eurokupu bila, rekel, te grejo pa recimo na finale, pa da bojo zmagali. In to je pol problem, se mi zdi, ko navijači tisti, ki so se zdaj navdušili na basket, edino, kar jim preostane za gledati res pravi top basket, pa da spremljati te fante, da so doma, pa da gledaš po televiziji. Nimaš pa kam iti, pa to nekako vzdrževati naprej, a veš, to euforijo. To je pa nekako mogoče malo škoda. No. In tudi ni teh nekakve kulture navijačev, nimamo pri nas, recimo tako, kot imajo mogoče v Srbiji, pa v katerih državah, kjer tudi če recimo ni nekega uspeha že nekaj časa, recimo če pogledaš Zvezdo, ko so imeli probleme, pa Partizan, ko so imeli probleme svoja leta, pa ko imajo zdaj, ampak vseeno imajo neko to tradicijo zadja. Ne. Pri nas tega žal ni, ne. In se mi zdi, da to je tudi eden mogoče razlogov, zakaj to hitro ponikne, po drugi strani pa imaš ti prav, Anže, ko si rekel, da je toliko stvari, da potem pač nova stvar to zamenja. Ne? Ja, se to je. Pa nova stvar uleti. Ne, se pa strinjam tudi s tabo, da pač, ja, če
Če vsaj Euroligaša imel, recimo, ne. No, ampak si predstavljaš, da imaš ti recimo Euroligaša, pa da imaš znotraj te ekipe ti recimo, vsaj, ne vem, Prepeliča, Vidmarja, pa Blažiča, recimo, Olimpiji, kjer igrajo Euroligo. A veš, čisto drugo vzdušje, po mojem. Ja, to je res. Ja. Pa greš te zlate fante gledati, ne vem, enkrat na teden, pa enkrat na 14 dni pa navijati. Pa malo se vleče naprej, ne. Ok, se ni Gogi, pa se ni Luka, ampak vseeno je pa nekako te del ekipe, te fanti, ki nekako so bili tam, pa ki so jih ljudje zdaj res mogoče bolj spoznali, pa so bili pod, ne vem, temi glavnimi lučmi, ne, veš, kaj mislim, prvič v lifeu, da je folk res jih spremljal od začetka do konca turnirja in to je ta mogoče ta škoda res, da se ta basket ne nadaljuje na tak način, da pač reprezentant naredi ta boom, kar ga nekak način vedno je, čeprav letos je krat 100, potem pa je šlo vse dole, sploh odkar nekako Olimpija žal ni več faktor, no. Primož, a si ti sploh kaj naveze zdaj s komorkoli, recimo tam, recimo ti si v Ljubljani z Rašotom, pa tako naprej, kakva je situacija za naprej? Mislim, da zdaj Trifunović Rado sicer prevzel kot selektor, ampak kako so zmenjeni za naprej, potem a bo Kokoškov ostal, ker se mi zdi, da za njemu moramo reči besedo ali pa dve, ki je naredil res neverjetno delo tule. No, ti ga tudi, saj mislim, da ga poznaš, če ne drugače iz NBA tekem, pa tako. Ja, ne, pa Igor je meni bil pomočnik. V Detroitu, ne? V Detroitu, ne. Prav. Tako da ja, Rado je selektor, nisem se že dolgo časa čul z Rašotom, no, moram ga kje poklicati. Ja, zdaj Rado bo pel to zgodbo naprej, Igor ne bi bil nek svetovalc, ne, ker on ne more zdaj te kvalifikacije, ne, ker je zaseden svojo službo v Juti. Da se vrnemo malo na Istanbul in našo reprezentanco, kar je mene najbolj presenetilo, pa tudi v tej finalni tekmi, ne. Če pogledaš, Luka se je poškodoval, Gležen ni igral v zadnjo četrtino. Gogi, fenomenalen prvi polčas, 27 pik, Krči, zadnji 5 minut, ni mogel nam pomagati. Ne. Da je prišel Nikolić notri, da so drugi igralci sklopi, da je Prepelič zadev te neverjetne šute, takrat, ko smo najbolj potrebovali koš, da ga je dal, da je Vidmar, da je Marjanovića in Kuzmića pospravil žep, ne. Tudi Rebec, ki je bil 11-12, pa Saša Zagorac, vsak je nekaj dal, pa ne bo to v 1 minuti, v 5 minutah, kar je bil na trenu in to nas je kresilo. Se pravi, da je tudi Igor znal vsako tekmo, da ni imel rotacije 6-7 igralcev, pač da je rotiral vsako tekmo 10-11 in pol na koncu zaključnih boja, ker boš rabo, ne boš mogel, dosti tekem se igra, ne vem, koliko smo odigrali, 9 tekem smo odigrali na Evropskem prvenstvu, Mislim, da je 9, ja, 9-0 smo imeli. 17 dni, koliko, ja. Ja, se pravi, rabiš, ne moreš z rotacijo 7 igralcev držati celo prvenstvo, ne. In tudi, če nismo imeli najboljše ekipe na papirju, ne, smo pač naš 11-12 igralcev tudi ogromno pripomogla k temu, ne, da smo pač osvojili zlato medaljo. In tu je bil pa svojo karizmo, pač enkrat ga nisem videl, da bi kaj znoril, pač on vodi, vsak trener ima svoj način, ne. Se pravi, ni bil nikoli ekstra neki nervozen, mirno je se mi zdi da je dal tudi ta malo NBA tega stila, no je prenesel in tako da jaz sem bil res presenečen. Ne, sigurno, jaz mislim, da je on naredil potezo turnirja, pa dajte poslušati do konca, preden to misli, da je z Gogija karkoli kritizira. To sem tudi Gogijo povedal konc koncev, kar bom zdaj rekel po tekmi, ko smo se potem videli tam na tistem praznovanju. Sem rekel, v bistvu, da je naredil potezo turnirja, ko je v bistvu si upal Gogija ven vzeti in ga pustiti na klopi, in to v ključnih minutah. Lahko bi takrat izpadlo, ja, da je pač naredil katastrofalno potezo, ampak enostavno pa videl tisto, kar smo nekako videli vsi, ampak marsikjer trener bi si pa upal to narediti. Nekako, Anžeti, če se spomniš, jaz sem takrat po tistih 2 prostih metih, ko je Gogi zgrešil, ja. Ker je tako zelo globoko dihal, pa se mu je vidno, da je utrujen. Ja, jaz takrat nisem vedel tudi, da imel neke krče, da so ga hvatali, pa ne vem kaj, in takrat sem jaz tebi rekel, Anže, se njega mora ven vzeti. In on ga je vzel ven, jaz sem sicer mislil, da ga bo vrnil po minuti 2 nazaj, ampak ga ni do konca, čeprav ga je verjetno na momente mogoče hotel vrniti, ampak se mi zdi, da to je bila nekak poteza, ker če bi bil Gogi v igri, bi si, ne samo vsi v ekipi, ampak vsi v dvorani pričakovali, da bo Gogi vzel žogo in da bo on odločil tekmo. Gogi takrat v tistem momentu enostavno ni bil sposoben. Tisti, ki ste kdaj igrali baskete, pa kjerkoli drugi šport, veste, koliko je nemogoče prek tega, ko enostavno telo ne da več. Tako da se mi zdi, da to je bila res neverjetna poteza, ki je sam pokazala to, koliko je sposoben trener, da je znal to prečitati, videti, odreagirati in zdržati ta pritisk. In konec koncev,
to on, se mi zdi, ne bi mogel te poteze narediti, vkolikor bi si ti igralci imeli dejansko totalno stransko vlogo, cel turnir pa je pol na koncu rekel, zdaj pa vedete pete v igro pa jim preneste zlato medaljo. Ampak te igralci so imeli to samozavest, pa dovolj tega feelinga, ker so skozi priprave, pa skozi tekme nekako dobijo te minute, pa to samozavest, ki je zna dati sam trener. Tako da ni jih prestrašil ta moment na koncu, ampak so v bistvu sprejeli ta challenge in odreagirali vrhunsko. Tako da jaz ne morem v tem momentu, mislim, tako prehvaliti Igorja Kokoškova, ki je res za mene naredil neverjetno posel, res. Da je upal res narediti take stvari, ki bi marsikateri trener rekel, ne, dej, ni šansa, ne. Tako da res super. Ne vem pa, kako je bilo pol, recimo po povratku domov, upam, da so dobili pravi sprejem, tako ko se spodobi. Jaz sem po televiziji pol spremljal na Kongresni trg, pa 25,000, zdaj lahko bosta Anže pa Pižama, ki je več povedala, če sta bila kaj v bližini. Pižamc je drl tam, po mojem. Jaz sem bil oder. Sem bil nekaj dosti velikega, da vse gor spravijo. Še zdaj imam modrico pod pajsko, ki se je Gape spotaknil. Ne, res je ena taka lepa zgodba, tako da lahko rečem samo res čestitke vsem fantom, ki so nam pomagali to narediti, ki so nas na tak lep način presenetili, res. Tako da ja. Za mene je sigurno največji uspeh v slovenskem športu, na kakorkoli ga primerjajo z kakršenkoli skupinskim ali pa individualnim športom, se mi zdi, da je to res nekaj, kar se bo težko ponuditi, tako kot si Simon Primož rekel, da sigurno pa ne v bližnji prihodnosti. No. Če bi hotel biti kontroverzen, bi rekel, počakajmo na izbor športnika leta. Ampak ne bomo. Ja. V glavnem, spet sem se jaz preveč razgovoril. Anže, jaz sem preveč kako vprašanje vzel. Ne, se meni je cool. Meni je bila bolj ta... Meni je pa sam zanimiv mi je tudi tako ta fenomen, kako hitro se res stvari menjajo. Ker jaz lahko zase rečem, da nisem pozabil na ta Eurobasket pa to. Ampak ja, kaj pa to zdaj, ki so 4 leta vmes? Kva še to pomeni? Pa gremo reči za slovenski basket, da nam preveč pametvali že spet NBA pa Evropa, ampak goddamn, 4 leta. Ja, pa mogoče še to, niti ne toliko ta 4 leta razmaka, ker se itak skozi že govoril, da je bilo fino majhen tudi zaradi regeneracije samih športnikov, da se mogoče ta tempo majhen umiri, ampak predvsem ta spremenjen način kvalifikacij. Se pravi, kako da zdaj morajo dejansko vsi timi iti skozi kvalifikacije. Slovenija pač sistem, ker prvič ti kot evropski prvak nimaš vozovance za druga tekmovanja. To je za mene bilo zgrešena poteza, sigurno. Ne vem, Primož, si lahko pol še ti pokomentiraš. Meni se zdi, da je to zgrešena poteza, predvsem, recimo, da na vsaka 4 leta to se strinjam, zato ker res Primož bo potrdil, koliko je bilo tu, takrat, ko smo tisto obdobje, ko smo igrali za reprezentanco, to je bilo enostavno preveč in takrat smo bili vsi toliko strošni, da si v bistvu že na priprave poletje prišli reprezentance nekako na pol poškodovan, utrujen, zasičen, ne vem, prvi teden priprav nekako je še šlo, ker smo vsi bili veseli, da se vidimo drugega, pa smo skupaj igrali, potem je pa samo šlo dol in je bilo res, ni bilo lahko zdržati te stvari. Pa kdo rekel, ja, pa si sam basket, pa sem ti, ampak enostavno pride do tiste zasičenosti in to takrat v tistih ključnih momentih in se mi zdi, da je to dobrodošlo, da se bo zdaj igralo manj teh poletnih zadev. Vseeno pa se mi zdi, da je zgrešena ta poteza, da bomo igrali med sezono. No, to se mi zdi pa zgrešeno, predvsem zato, ker ne vem, ena Španija bo imela velik problem, oni imajo ne vem koliko reprezentantov, oziroma tako, Španci imajo vseh 12 reprezentantov, je bilo ali igralcev Eurolige ali pa igralcev iz NBA-ja. Tako da oni bodo dejansko mogli kvalifikacije igrati za neko B ekipo, čeprav bo jih tako kvalitetna, ampak ne bo najboljših igralcev. In to je ogromen handicap. Zdaj po drugi strani pa mogoče še večji handicap, če imaš ti reprezentanco, kot je naša, kot ti Gogi pomeni res 3/4 ekipe, pa njega ni, ne. Lukata ni, ne. Lukata recimo, no, ja. Recimo sploh drugo leto. Tudi še nekaj bizarnega, kaj se pa zgodi, ko imaš ti ekipo, ki naredi kvalifikacije in ti pripelje na prvenstvo, pa reče, sorry, zdaj pa oni prišli. Tako, ne, se strinjam 100%, to je zelo čudno. Zdaj boš ti imel igralce, ki se bo tu borili, sploh ene reprezentance, ki bojo mogoče v zadnjih tekmah izborili, da pride na svetovno prvenstvo, pa bojo pa prišli oni igralci z NBA, pa bo coach rekel, sorry, hvala, roka, zdaj pa lepo na kavč gledati, kako bojo tvoji igrali za medaljo. Tako, ni cool ta poteza, ni cool. Jaz razumem, da vsak, tako Euroliga kot FIBA vlečeta na svoje, ampak nekako nasrkajo na konc, pa igralci, se mi zdi, no, in pa navijači, in to ni prav, ne. To sigurno ni prav.
A ne vem, si Primož, ti kako drugače gledaš na to, mislim, to je sigurno en tak problem. Popolnoma se strinjam s tabo, in tu mora priti do enega, čeprav tukaj nisem nek optimist, ker ti ta vojna traja že vrsto let, ne Medule bo mi Fibo, ne, in tu ga kratko bojo potegnili igralci, vsi sigurno. Ne, in problem je, mislim, zdaj vsaj 4 leta, mislim, da tu ne bo dvojne spremembe. Mislim, ker zdaj do 2019, ko je svetovno prvenstvo, mislim, na Kitajskem, naslednje 2 leti, tu ne bo dvojne spremembe. Tu, mislim, to sigurno ne. Tako da vsaj sezona zdaj, pa naslednje leto, pa še potem, se pravi 3 sezone, tako nimaš kaj spremenjati, ker je že določeno vse, a ne. Ja. Potem za naprej pa lahko samo upam, da bojo nekako našli skupen dogovor, da bo prišel od tega, da enostavno bodo lahko FIBA pa Euroliga oziroma ULEP funkcionirali skupaj, ker se mi zdi, ko smo si rekli, da na koncu pa ne jebejo igralci pa navijači in to je pa bistvo basketa. Zato eni igrajo, drugi pa navijajo in brez enih drugih košarke ni, ne, veš. Tako da bomo videli, no. Držimo pesti, da bojo v prihodnosti vsi tako pametni, da bo prišel do enega dogovora, ki bo dober za igralce in za navijače. Ja, gremo res upati. Kaj drugi to postane? Ja, se vem, svet se ne da narediti. Ja. Tako, Primož, se pravi, ta mesec si še malo bolj na izi, potem pa začneš potovati, če sem te prav razumel, ali že kar zdaj letos? Pa ne, že kar zdaj, ne, v torek na Madžarsko, pol grem 11. 12. sem Beograd, Podgorica, pol moram iti v Istanbul, vežem 3 tekme v 3 dneh, spravi Istanbul, Moskva, CSKA, Kimki, poprim nazaj, moram iti v Milano, tako da bo kar pestro, no, in decembr tudi. Ni početka. Nema odmora, da traje obnova. Ampak si bo menil v Moskva, se pravi, boršč pade. Ne boš obvezno. Ne, zakaj se to smo, ampak totalno teh tvojih tweetov takrat, ko si na polno sliko zmeri boršč, to je to. Žal, si jedel, da je že boršč, ta pravi ruski? Ne, ta prav ga nisem. Ne, moraš iti v Rusijo, ne moreš ga gledati, pa da ti ne ga navikle, ne, prav v Rusiji. Ja. Jaz sem bil tak buržuj, jaz rdečo peso naseckam, pa dan zraven pa še naseckam na jabolko, pa rečem, solata. Fancy. Ne, moraš mislim, te ruska hrana, kako po eni strani čudna, na drugi strani pa imajo par stvari, ki so res topno. Začenši z borštom, pa potem naprej. Sigurno. Tako se da preživeti. Inač, Primož, ti lahko rečem samo ena velika hvala, da si letel, pa da si nam pomagal speljati to basket epizodo. Dosti ljudi je res in prek Twitterja in tako naprej, bom rekel, že na nek prijazen način zahtevalo, da le naredimo eno basket epizodo in hvala, da si nam pomagal speljati. No, da končamo še Istanbul, ne, sem zvedel, ko mi pred 2 tedni, ne, za Nusreta, ne, da je on tako popularen, pa da se... za Steakhouse ali kaj? Za Steakhouse, zdaj, da je v New Yorku, da je odprl, da je v Dubaju. A to poznata vidva, Pižamc? Ja, jasno. Kralj začinjanja. Okay. Jaz ne vem, kaj govoriš. Un model, ki so tako dol z backhandom. Model, ja. Okay. Ja, on je orange popularen, ja, to vem. Zelo, zelo popularen. A si bil tam ali kaj? Nisem bil, pa sem zvedel, po evropskem prvenstvu. Jaz sem vedel, sam nisem nekako niti imel. Vidva tega modela kaj odprej poznata? Ne, maki. Ne. Jaz sem tudi to šele pred enim mesecem šele zvedel za to foro. Jaz ne vem, koliko to je že on zdaj in... Pa tudi pa športniki, ki dajo gol, pa začnejo s to soljo. Še sreča, da mi ne igramo več breza, bi mi to skozi delali, po vsaki obačeni trici. Ja. Tako da rečemo, ko sem v Istanbulu, pa kje moram iti pogledati do Nusreta, ne, steak. Ja, valjda, mesojedci pa to. To. Ja. V glavnem, ne za na konc, Anže, oziroma Pižamc, admin, evo, služen strokovnjak mi je ravno kar na pager javil, da je med zapiske dodal, da ni najdel sicer unga videa, celega filmčka o Miličiću, ko smo na začetku imeli, pa najdel en zelo dolg članek, ki so ga ni ESPN objavili. Ja, tako da to bo v zapiskih, kliknite prosim dol, drugače pa nas seveda najdete na aparatus.si, smo na spletni strani, pa smo pa tudi aparatus.si na Facebooku, na Twitterju smo aparatus_si in pa seveda tudi podrobnosti _si, tam tvita za nas naš služen strokovnjak in pa aparatus.si pošiljnica podpri, kjer lahko darujete 4, 8 ali 12 evrov mesečno, da bo vas zanžetom, da bomo vsi skupaj zanžetom, ampak ker si pač ti nekje druge, ne, in bom jaz moral upravljati to fizično delo, mu
v pomoč, da bo z Anžetom lahko inštalirala ekrane po stenah njegove sobe in po aparatus World Headquarters in se bo pa pretvarjala, da so na Wembleyju ali pa v areni. Res, enkrat moraš videti ta aparatus World Headquarters, stari. Ja, moram. To je čudo tehnike. Training facilities nimajo za burek, sem to rekel. Čakaj, že ti si še zmer v Savcu? Ne, še zmer, hočem biti, stari. Sem da čist Savčan rato. Ja, Anže didn't choose South, South chose him. Savc pa Blev bar, ne? Točno to. Blev bar. To pa gas station, ja. Kaj še rabiš v življenju? Primož, recimo, to zdaj, kot liho na koncu, ti Twitter še uporabljaš, vem, ampak recimo, a si dobil kakšne restrikcije glede tega, kaj lahko, kaj ne, ali v bistvu oni vejo, da si toliko pameten, da ne boš šel pisati zdaj? Ja, verjetno, nisem mi dal nobene restrikcije, ne bi smel pač govoriti, ne, od... Inside stuff. Inside stuff, ja, to je pomembno. Možda nisem niti pogodbe podrobno prebral, no, sam. Ok. Se res? No, ampak si še na Twitterju, nekaj Primož Brezec. Sem, seveda, ja. To sem te prej hotel vprašati, Primož, ampak se pa tako prelili že vse naprej v evropsko. Cleveland je dejansko pač mesto, kjer je največ Slovencev, največja slovenska skupnost v Ameriki. Da imaš ti, ki si gor, imaš kakšne kontakte tudi z njimi? Pa veš, da ne, tudi ko sem igral, nikoli nisem imel. No. Je pa res, da je največja Slovenian community, ne? V Clevelandu. Ko smo igrali takrat Cleveland tekme, sem šel vedno, kadarkoli sem igral Cleveland, da sem šel v edino restauracijo, za katero sem vedel v Ameriki, da je slovenska restauracija Sterlis, se imenuje, pri Sterletu. Ampak noč so delali pa Poljaki. Dejansko, ne, no bullshit. Ampak je bila nekaj, tudi dosti stvari na meniju je bila, recimo potica, pa ne vem, nekaj par stvari je bilo tako slovenskih, ampak že fejst na ameriški način. Ampak to je bilo edino, da si se malo doma počutil. Ja. Aha, a je v downtownu? Ne, nekaj bolj malo ven je, ampak če pogledaš na internet, Sterlis lahko pogledaš. Čeprav sem ko sem bil v Detroitu, ko ste bil v Clevelandu, ko smo se nameravali videti, ko sem imel plan, da prijem do tebe, sem gledal, mislim, da so nekaj prodali, pa da je nekdo drug kupil zdaj, ampak še vedno kao piše Slovenian Cuisine Sterlis, tako da ja. Je pa restauracija stara, mislim, da že ne 50 let, vsaj, če ne več. Ja, ok, ja. Bom. Tako da za vse Slovence v Clevelandu, ki poslušate en velik shout-out, ker ogromno ljudi, če zložite to poslušate, ogromno mase ljudi, že mase, to tvoje analitiki vse povejo. Zdaj veš, da bomo dobili mail, kaj eden dejansko posluša. To veš, da se bo zgodilo. Tako je zmerno. Zdaj nam je še služen strokovnjak javil, da bo dal v zapiske en posnetek kurentov, ki plešejo polko, ne? In to ta slavno od druga Slovenca, No Beer Today, tako da klikate, da boste videli, kako se gor zabaja. Jaz mislim, da tole... Kje je plešil? V Clevelandu? V Clevelandu, ja. Z kurentovanje so imeli ta, kaj bi že ta model, ki je naredil, prav ta Franki Janković, ne, sem imel komad No Beer Today. Ne, oni so bili pa The Vednos, ja, to je Slovenian Cleveland style polka pa te zadeve. A si moraš ti misliti, kaj si ti Američani mislijo, ko vidijo kurente, ko grejo po cesti tam na sredi vile, ne pa reče, what the fuck is this, pa reče, it's Slovenians. Pa pravi ti to Cleveland preče, jaz sem iz Slovenije, pa boš videl, ki te bo gledali. Tako, ja. V glavnem, Breza, ful hvala, no. Ni panike. En big thanks, pa mi bom pa spet na netu čez 14 dni, do takrat pa nič, adios, kak bomo rekli, Anže? Ja, ne, jaz bom rekel adio, Pižama bo rekel adio, Breza bo rekel adio, ti boš pa rekel? Srečno pa ne za večno. To je to od Vokija catchphrase, zdaj pa lahko gremo. Ajde, čau. Ajde, čau. Čau.